Res je, da smo se precej pozno pojavili v javnosti, to se pravi predstavitev imamo danes, takrat smo pa delovali čez celo leto in sicer smo analizirali stanje stranke v našem volilnem območju in pa nekako tudi protikandidate, ki so bili do sedaj znani v Šentjurju. Seveda tukaj smo bili tudi priča nekaterih pristopov naših protikandidatov iz ene politične opcije v drugo, pa nekatere tudi malo težje obljube, ki jih daje, recimo, kot so velike plače, velike pokojnine, na drugi strani pa ti isti kandidati podpirajo nakup Patrie in tako naprej. Med celim letom smo tudi zbirali člane za kandidata na jesenskih volitvah in naši člani oziroma občani so predlagali več kandidatov, zato smo v juniju mesecu izvedli javnomnenjske raziskave. Javnomnenjska raziskava nam je delal klicni center slepih Škofja Loka, to je firma CSSIP d.o.o. No in javnomnenjska raziskava je pokazala in izbrala za našega kandidata Cveta Erjavca. Raziskava je tudi pokazala, da se je za nekajkrat dvignila naša volilna podpora na našem območju, kar smo sprejeli z veliko odgovornostjo. Če me sprašujete po prednosti kandidata Cveta Erjavca, lahko trdim, da je to njegovo kulturno-politično obnašanje. Njegov način dela je pa nekako v vseh smereh povezovajen. Njegove programske usmeritve nekako zajemajo vse ciljne skupine, od mladih do upokojencev, prostorsko se vedno navezuje na širši prostor, ne samo na neko ozko okolje. Je pa eden socialnih demokratov zavzetih, ki zagovarja načelo enakih možnosti, mladim recimo kvalitetno šolanje, delavcem za opravljeno delo pošteno plačilo, upokojencem pa toliko pokojnine, recimo, da ne bodo reveži, kar se sedaj dogaja. No, če bi nekako zaključen tak uvod, socialni demokrati s Cvetom Erjavcem prevzemamo odgovornost za te dane obljube, ki smo jih dali na program na našem območju dela, seveda, če bodo tako v jeseni odločili volivci.